Spoštovane gospe, dragi gospodje, k sreči svit še vedno rešuje življenja. Kar nekaj krogov so že pretekli tile svitovci in program Svit. In kakšni so rezultati sedaj, ko pravzaprav praznujemo tako rekoč pred nekaj dnevi 5. obletnico, odkar deluje. Z nami v studiu ob meni je nam draga gostja, ambasadorka programa Svit, gospa Marija Hrvatin, pozdravljeni. Lep dober dan. In kot ponavadi, vodja programa Svit, doktorica oziroma Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine in seveda pozdravljeni tudi vi. Lep pozdrav. Poglejte, rekla sem, da Svit že kar nekaj krogov je pravzaprav pretekel. In kje smo zdaj? Res je, tečemo 3. krog. To pomeni 3-krat po 2 leti, oziroma ta 3. krog teče zdaj 2. leto. Vsaki krog, ko presejamo ciljno populacijo, traja 2 leti. In tako smo zdaj v tem 3. krogu, kjer bomo koncem tega leta zaključili ta 3. krog. Se pravi, da vsi, ki so stari od 50 do 69 let, so bili v program Svit povabljeni in seveda tisti, ki so se odzvali, so imeli priložnost, da z našim preventivnim programom presejejo svoje črevo, to prikrito krvavitev, blato, morebitno, in seveda, če je bil test pozitiven, potem so seveda opravili še druge postopke in to je presejalna kolonoskopija. In tako je, pravzaprav v teh 5 letih smo odkrili več kot 1800 rakov na debelem črevesu in danki in približno 15.000 predrakavih sprememb. To je tistih sprememb, iz katerih se večina rakov razvije. Te predrakave spremembe smo tudi odstranjevali med kolonoskopijo, tako da smo vplivali tako na zmanjšanje pojavnosti tega raka, hkrati pa z zgodnjim odkrivanjem tega raka pravzaprav vplivali na to, da imajo ljudje, ki se v program vključijo, večjo možnost preživetja, seveda večje kakovosti življenja in pa pravzaprav neko varnost v nadaljnjem življenju glede tega raka debelega črevesa in danke. Gospa Marija, pravzaprav prvi stavek, ki ste mi ga rekli, ko sva se pogovarjali o vaši zgodbi, ki je povezana s programom Svit, je bilo, da ste se lani ponovno rodili, tako nekako se mi zdi. Kaj se je dogajalo? To zgodbo, ki jo začnem nekako kot sama sebe opogumljam in razmišljam o njej, sem nekako si zabeležila v odtenkih, bi rekla takole. Začelo se je s povabilom sodelavcev v programu Svit, ki so mi poslali, mislim, da že drugič, tole vabilo. Pa sem ga založila, nisem ga vrgla stran, dala sem si ga na nočno, oziroma mislim, da v kabinetu. A to zato, da bomo malo kasneje, ali pa to se mene ne tiče? Tudi v tem smislu, ja. Nekako sem rekla, živim zdravo življenje in v tistem kontekstu nič mi ni. Prehranjujem se v redu, nimam nobene od teh bolezni in potem so bili vztrajni, dobim še novo pismo, še enkrat čez 2 meseca, mislim, ne. In potem še vedno nisem reagirala, ampak potem čez nekaj časa, čez mesec nisem le poslala, da bi se pa ja vključila v program Svit. In potem, ko sem dobila tole vzorček, da naj pošljem, ne, še vedno nisem poslala, ne. Zato je... Rečem, da nisem imela sama pri sebi razčiščenih pojmov, ampak bom o tem kasneje nadaljevala. No, okay. In potem, glede na to, kar je gospa rekla tudi, potem pa, ko sem poslala, vendarle, 13. 14. junija, sem se odločila, da tole opravim, da iz hvaležnosti, ker so oni tako vztrajni, pa na tole pozabim, vendar potem se je šele zgodba pravzaprav začela. Dobila sem pozitiven izvid in
poklicala na svit in želela gospoda Uroša prepričati, da meni pa res ni nič. Aha, da so se zmotili verjetno. Da so se zmotili, ja. Ker jaz sem zdrava, jaz imam še kup aktivnosti, ničesar me ne čaka in sem nepogrešljiva, takole. Ne? Ali smem zdaj mečkan nadaljevati, potem bomo pa z vašo zgodbo. Doktor Zakotnikova, ali je to recimo tipično za ljudi, ki se recimo odzivajo dalj časa ali kaj podobno, saj meni se pa to ne more zgoditi, to je za druge. Poglejte, jaz bi najprej rada poudarila, da je to program za zdrave ljudi. To ni program za tiste, ki so že bolni ali ki vejo, da jim pravzaprav že nekaj manjka, da imajo karkoli narobe v črevesju. To je program za ljudi, ki so zdravi, moške in ženske od 50 do 69 let, ki pravzaprav živijo normalno življenje in so lahko čisto odličnega zdravja. Lahko živijo celo tako zdravo kot gospa? Nekateri da, nekateri pa ne, ampak program je namenjen presejanju zdrave populacije, da med njimi najdemo tiste, pri katerih se morebiti nekaj dogaja. In to nam odkrije ta prikrita krvavitev v blatu, ki jo odkrijemo s pomočjo tega testiranja z 2 vzorčki blata. In moram reči, da nas zelo skrbi. Prišli smo nekako do 60% odzivnosti na vabljenje v program, se pravi 40% ljudi se ne zmeni za vabila. Jih odloži na ali eno polico ali drugo polico ali jih celo vrže v smeti. A ne? Ostalih 60%, se pravi 40% ne odgovori, 60% se jih odzove. In med temi 40% so seveda taki in drugačni vzroki. Je strah pred tem, da bom imel pozitivni test, bom moral iti na kolonoskopijo, tega pa res ne bom šel. Si mislijo, to se mene ne tiče, saj sem idealnega, optimalnega zdravja. Spet tretji menijo, oziroma so pravzaprav brezbrižni in ne mislijo ne eno, ne drugo, ampak kar drugih stvari tudi ne naredijo, pa tudi tega ne naredijo za svoje zdravje in za svojo kakovost življenja. Nekaj je vzrokov, ki je skritih v teh 40%. Mogoče tudi nekateri taki, ki ne razumejo dovolj programa ali pa recimo navodil, ki so upisani ali v vabilu ali pri odvzemu vzorcev blata. Ravno zaradi tega, da bi nekako prešli te različne ovire, imamo mi v programu Svit določene metode, da ljudi opogumljamo, da jih ponovno povabimo v program, da tudi z našimi strokovnimi sodelavci ali družinskimi zdravniki ali medicinskimi sestrami v preventivnih centrih ali drugimi različnimi zdravstvenimi sodelavci želimo doseči, da bi ljudi opogumili. Zato jim pošiljamo opomnike, zato jih opominjajo zdravniki, medicinske sestre in tako naprej. Ali pa mogoče soseda, tudi te metode uporabljamo. Pa kljub vsemu 40% se jih ne odzove. Strah, da ne bi šli v program zato, ker se bojijo kolonoskopije, je pravzaprav bi moral biti zanemarljiv, kajti samo 6% tistih, ki se vključijo v program in opravijo testiranje, je pozitivnih. To pomeni 6 samo 6% ljudi. 6 od 100, recimo v prvih 3 mesecih smo povabili 64,000 ljudi v teh letošnjega leta v program, 36,000 se jih je odzvalo na vabilo, 36,400, 36,000 je opravilo testiranje in samo pravzaprav 2,200 ljudi je bilo pozitivnih, ki so šli potem na kolonoskopijo. Ne? Tako da v bistvu ta strah je odveč. Pa tudi kolonoskopija v programu Svit je tako prijazna, da pravzaprav se zdravniki in medicinske sestre izredno trudijo, da naj ne bi bila boleča ali pa vsej, da z pozitivnim, prijaznim pristopom do tistega, ki je na kolonoskopiji, pravzaprav poskušajo te strah, krčevit odnos med samo kolonoskopijo preprečiti. Se pravi, da se ljudje sprostijo, da zaupajo osebju, ki to izvaja in da pravzaprav umirjen kot si, tudi kolonoskopija potem ne boli. Ne? Krč in strah je tisti, ki povzroči lahko bolečino. Gospa Marija, vaša zgodba se tu nadaljuje. Pa pojdiva do kolonoskopije. Da nadaljujem, ne? Ja, seveda. Pa bom začela z eno lepo mislijo, ne? Da ko si zdrav, imaš 1000 želja, ko pa enkrat ugotoviš, da nisi zdrav, imaš pa samo eno, da bi bil zdrav.
In ko me je gospod Uroš prepričal, da grem na kolonoskopijo, jaz se kolonoskopije pač nisem bala in bi tudi še enkrat poudarila, kot ste vi že rekla prej, ne, to je preventiva. Ni nujno, če boš izvid bil negativen, mislim, sploh ni potrebno iti na kolonoskopijo. Nekdo že misli, če bom zdaj oddal, ko se pogovarjam zdaj s temi, s katerimi me karkoli vprašajo in ko rečem, oddaj vzorček, ja, pa bom mogel iti pa na kolonoskopijo. Ni res tako, ne? Vzorec na kolonoskopijo greš, če imaš pozitiven rezultat, kot se je pri meni zgodilo. Ne? In potem, kako je teklo naprej? Ja, in potem sem odšla na kolonoskopijo. Zapomnila sem si tako kolonos in kopija, ker je to težko tudi z besedo si zapomnim, da sem si malo moralno oporo si dala, ampak potem je res nasmeh zastal na ustih, kajti niso uspeli priti skozi črevo in so me obdržali v bolnišnici na preiskavah, odštipnili so mi vzorček in ga poslali na analizo v Ljubljano. Bila sem 4 dni v bolnišnici in v tistem času je prišel tudi pozitiven izvid nazaj. To se pravi rak. Rak na debelem črevesju. Sicer, ki je imel zelo veliko razsežnost, obliko, oziroma veliko tumor je bil velik, v katerem je bil noter rak in je krvavel in čeprav jaz res nisem opazila nobene krvavitve v blatu, razen včasih je bilo malo bolj mehko ali trdo, ne? Ker zdaj se sproščeno o tem pogovarjam, včasih se tudi o tem nisem pogovarjala, ker to je nek sram, ki je v nas. Ni potrebno zaradi tega, kot Svit lepo reče, ni potrebno umreti zaradi sramu. In potem sem ostala pač v bolnišnici, kot sem rekla, in so me kar naročili na operacijo na nujno, ker ni bil samo problem rak. Ampak je bilo to tako že žareče, že tako vse v taki fazi, ni mi nobeden znal povedati, kakšna faza je to, ampak so rekli, to je treba nujno odstraniti, ker lahko črevo poči in potem pride lahko do zastrupitve in potem pa tudi zdravljenje zaradi raka nima potem. Nima nobenega smisla. Nima, če bi sploh prišla do tam, ne. In sem tako, lahko rečem, do 25. julija sem že operirana in že zdrava in že na novo rojena prišla domov in zato sem rekla, da res mi je Svit rešil življenje. Ampak, gledajte, gospa, vi ste recimo misleč, da ste zdrava. Po ugotavljanju ste kljub vsemu vstopili v program Svit in zgodilo se je to, kar se zgodi mnogim v Svitu, iz polnega zdravja v odkritje raka. Ampak, kar je odrešujoče, je to, mislim, in spodbudno je to, da pravzaprav 70% ljudi, se pravi od 100 ljudi, ki jim odkrijemo raka, je 70 takih, ki jim je rak odkrit v zelo zgodnji fazi. Se pravi, ali je samo rak v polipu, ali pa, da ni šel, prerasel preko stene črevesja. In to je bilo tudi v vašem primeru, čeprav je bil rak velik, ampak ste imeli srečo, da ni šel preko stene črevesja, se pravi, ni šel v bezgavke, ni se razširil po ostalih organih in to je ta vrednost programa. Ne, pogledajte, tisti, ki stopijo v program Svit, imajo možnost, da odkrijejo tega raka v večini primerov v zelo zgodnji fazi, ko ni potrebno nobenega onkološkega zdravljenja, samo še to. Tisti, ki v program Svit pa ne stopijo, je pa ravno obratno, pa ne, da jih 20% odkrije v zgodnji fazi, manj, samo 12 do 14% v zgodnji fazi, se pravi, da več kot 80% pa je takih, kjer je rak že po soseščini se razširil in pravzaprav tam na drugo stran vasi, če rečemo, lahko v oddaljene organe. Ne? Tako da vi ste imela pravzaprav res neznansko srečo, kot marsikdo. In to je res vredno. Kot ste rekla, jaz ste se rodila, ker če bi vi čakala, da se zgodi pač tisto, kar bi vas rak sam opomnil, da bi vi zaznala to, da, ne vem, bi močno zakrvavela, ali bi vam črevesje počlo, takrat bi bilo pa
zelo, zelo hudo že akutno vas zdraviti, vsekakor pa dolgoročni izidi zdravljenja bi bili lahko zelo slabi. Tako ste zdaj pa pravzaprav lahko smejoča, kot ste zdaj le ves čas. Pravzaprav lahko... Ko se na novo rodiš, veste, prevrednotiš vrednote, ne? In potem rečeš, kaj je v življenju prednost. In ko ti je vsak jutranji žarek lep in ko rečeš, koliko je takšnih, kot sem jaz, pa dobijo pošto, pa se ne odzovejo, ne? Zato sem se odločila. Ja, lejte, če je 1800 rakov v 5 letih, pa je 40% jih pa ni stopilo v to. Se pravi, ravno to me bega, namreč tudi, če so bili pred 5 leti v začetni fazi, so danes po 5 letih pravzaprav že prerasli, krepko prerasli začetno fazo, še nekaj let pa smo tam v tistih odstotkih, o katerih zdaj le govorite, ki so pa recimo ali hudo zdravljenje ali smrtno, ali smrtni primeri. In kar je še huje, veliko, veliko žalostnih ljudi okrog teh. Tako, ja. Tu ne gre samo za tistega, ki je umrl, zanj se pač trpljenje neha. Ampak ostaja toliko in toliko ljudi, toliko in toliko nesrečnih, toliko in toliko morda nepreskrbljenih, na vse zadnje, ne? Še vedno tudi to. Če lahko samo tule dodam, ne, ko marsikoga je strah, se tudi mene je bilo strah, ko sem dobila tole obvestilo, ne, rečeš, kaj pa če vseeno nekaj je, ampak rečeš, vse mi ne more biti, ne, ampak večji strah je tisto, ko si v negotovosti, ne, ko čakaš, pa čez 2 leti dobiš spet povabilo, pa spet ne reagiraš. Ampak ljudje očitno ne znamo sami sebi pogledati v obraz in reči, pojdimo en korak naprej, pojdimo iz sebe ven in prepričajmo se, boljše je prvo soočenje, kot potem tisto, ki je mogoče tudi zadnje. Pri vsem tem je pa najpomembnejše, da smo zvesti samemu sebi, da imamo nek krog ljudi in da tisto pozitivno, kot so rekli, da sem smejoča, zdaj imam še večji nasmeh, kot sem ga imela prej, da tisti svoj nasmeh, da tisto pozitivno energijo ohranjamo. Ker pri bolezni, kakršnakoli verjetno je, tudi pa v tej fazi, v mojem primeru rakastih znakov, bom jaz temu rekla, je pa zelo pomembno, da te ne zagrabi apatičnost, da se ne sesuješ, kakor po domače radi rečemo. Ker najhujše za bolezen in tudi za nadaljne zdravljenje, če bi bilo potrebno, recimo to boste verjetno vi vedela, kemoterapija ali kaj takega, če si v tem, da nisi sposoben razmišljati niti o sebi, da samo štarnaš, študiraš, jokaš, takrat ni čas za jok, takrat je čas za smeh, ostal si pri življenju, pomagali so ti, da se obrneš in rečeš, premagal bom to bolezen. Mogoče vi kakšno zgodbo? Namreč ravno to je zanimivo, ne? Kako je svit hudo prijazen pravzaprav do teh svojih, kako naj rečem, udeležencev, vabljencev. Namreč dejansko vse naredite na mesto nas. Malček je treba narediti tudi v svitu. Treba je poslati vzorčke, ampak vse drugo treba se najprej pokakati, ne? Tako. Si organizirati. Dvakrat se je treba pokakati, ne? Ampak to ni taka reč, ne? Še celo papir dobimo s kompletom vzorcev, ki ga položimo tako, da se blato ostavi na papirju in da lažje odzamemo pravzaprav zelo enostavno, se pravi tisti, ki še to niste naredili, pa vas je strah, to sta 2 testerčka, 2 take provedki, ki se odpreta in ko se pravzaprav pokakamo, ne, to odpremo in potegnemo nekajkrat sem in tja zelo plitvo in potem to vtaknemo nazaj v to provedko, kjer je pravzaprav neka tekočina noter, naredimo, zapremo, da naredi klik. Naslednji dan, če imamo redno prebavo, če ne pa čez 2 dni, ne, odzamemo drugi vzorček blata, opravimo tukaj, napišemo datum, kdaj smo odzeli prvi vzorček, drugi vzorček, tudi tukaj na to kuvertico, kamor spravimo oziroma vrečko, spravimo ta vzorčka blata in potem vse skupaj damo v tole oblazinjeno kuvertico in to je že vse skupaj, tudi poštnina plačana, damo na pošto, ne v nabiralnik, ker je bolje, da to gre na pošto in potem počakamo na izvid, ki pride čez 1 teden. In mi si prizadevamo, da so vsi koraki v programu Svit
prijazni, da so kakovostni, se pravi, kakovost je ključni element našega programa, kakovostno izvajanje, se pravi to, da če ti sodiš v ciljno skupino ljudi, da si res vabljen, a ne? Da ne izpadeš, da nisi nekje padeš skozi sito, da si izpadel. Če se ne odzoveš, nas skrbi, zakaj se ne odzovete, vas vabimo ponovno. Zdravnike, medicinske sestre motiviramo, da sodelujejo, da spodbujajo ljudi, ki se ne odzovejo, zato jim vsake 4 mesece pošiljamo seznam neodzivnikov, tako na vabila kot na testerje ali pa na tiste, ki se na kolonoskopijo ne odzovejo. Zelo si prizadevamo, da je kolonoskopija prijazna, kakovostna, da odkriva tisto, kar ima za odkrivati, da izobražujemo gastroenterologe, da vemo, da stisk roke, topla beseda pomaga sprostiti krč in strah in da pravzaprav poleg kakovostne izvedbe kolonoskopije vas servisira tudi prijazno osebje. In upam, da to v večini primerov je, da je patohistologija, ki dejansko potem ugotovi, a je ta rak tak ali pa tak, ali se je razširil čez to ali drugo ovojnico, skratka, in da potem, če je slučajno rak odkrit, da je pravzaprav tudi predoperativna diagnostika in pa vse nadaljnji postopki, tudi zdravljenje narejeno v roku 1 meseca po odkritju raka. Ne? Se pravi, želimo, da je program kakovosten v vsakem koraku. Če se kaj zgodi, bom rekla, še kje kakšna šlamparija, po domače povedamo, se zelo prizadevamo, da jo odstranimo in da se to ne ponovi. Ne? Seveda, da je pravzaprav program SVIT vpet v sistem tudi zagotavljanja kakovosti. Ja, to se pravi, odvisno je od nas, samo tisti dejansko najbolj ključni program, da se odzovemo, da ne vržemo kuverte v smeti, ampak mislim, da danes vendarle smo že več ali manj osveščeni, da vemo, da to ni neka brezveze reklama. Pa še nekaj je zanimivo, poglejte, včasih ljudje tudi potrebujejo kakšno čisto osebno spodbudo, zaradi kakršnega koli razloga. Tudi za to je poskrbel SVIT. Res je, zelo pomembno je delovanje našega klicnega centra. Klicni center je tisti, ki je pravzaprav ambulanta nadaljavo. V njej delujejo medicinske sestre, največkrat tiste, ki imajo in pa seveda tudi imamo tudi moškega, ki je zelo, ne gospa, zelo Marija, zelo prijazen in zelo cenjen gospod v klicnem centru. Se pravi, ki si zelo prizadevajo. Večina medicinskih sester je pravzaprav delala na Onkološkem inštitutu, tako da pozna tako kazuistiko, se pravi problematiko rakavih bolnikov, kot tudi strokovno je podkovana. Tako da informacije, kako in kaj v SVIT. Informacije, kaj je treba narediti, če je to in to. Izdali smo tudi pravzaprav zelo pomembno navodila sladkornim bolnikov, kako se pripraviti na kolonoskopijo, ker jemljajo take ali drugačne terapije. In to je izredno pomembno. Spodbuda je zelo dragocena. In zdaj bi mogoče jaz pa še to povedala. Zelo dragoceno je to, kar predstavlja naša draga gospa Marija danes tukaj, se pravi ti ambasadorji v programu SVIT, ki se pravzaprav nekako izluščijo iz tiste presejane populacije in ki imajo v programu SVIT pozitivno izkušnjo in so srečni in veseli, da se jim je zgodilo to, kar se jim je zgodilo. Pravzaprav, čeprav na prvi pogled ni zelo prijazno, ampak zgodilo se jim je to, da so ostali živi in zdravi. In jaz bi zelo pravzaprav pozvala ljudi, da bi se opogumili tako, kot se je opogumila gospa Marija, da bi v svojem okolju pravzaprav taka zgodba najbolj šteje, karkoli naredimo mi, s kakršnokoli promocijo, prepričevanjem ni toliko vredno, kot če spregovori oseba, ki je tudi živela svojo pozitivno zgodbo in izkušnjo. 1800 jih imamo, ne? Tako, ja. Tako da v bistvu naši ambasadori so velika dragocenost in želeli bi si, da bi pravzaprav vsako lokalno okolje imelo svojega glasnika, ki bi pravzaprav prepričal vse tam, ki še vedno dvomijo in ne vstopijo v program, da bi se opogumili in naredili ta korak zdajle,
Pa to ni zadnje, čez 2 leti spet, pa čez 2 leti spet, ker pravzaprav največja tragika je to, da ljudje mislijo, enkrat naredijo in da so bili pridni, dovolj pridni, da jim ni treba več. Vsake 2 leti se je pač treba 2-krat pokakati in 2-krat odzeti vzorec blata in ga poslati. In to je to, ne? Jaz bi tole še dodala, če lahko. Mogoče vmes je tudi treba kakati, ne? Tudi res je. Ampak 2-krat namensko. 2-krat pa z oddajo, ne da potem pokakate po hladilniku, pustite, ne, pa pustimo. Jaz bi samo to dodala, ne. Koliko denarja zmečemo za razne nepomembnosti, ne. Tule pa tudi, če hočemo k zdravniku iti, pa si plačamo tudi mogoče kakšno takšno stvar ali drugačne. To nam pa nekdo ponuja zastonj pregled. Vse zastonj. Vse karkoli. Ne? Pravzaprav pocrkljano nam tako ponujajo. Je. In to bi morala biti nagrada, da si to vzamemo kot darilo sebi, darilo svojemu življenju. Ker če mi ohranimo življenje, potem življenje ohranja nas in mi lahko delujemo v svojem okolju in potem, dobro, meni se je tale zgodba zgodila, jaz rečem verjetno tudi z nekim namenom. Vzela sem jo za kup, malce je trajalo, da sem okrevala, ampak kot rečem, s tistim velikim nasmeškom. In sem hvaležna sodelavcem programa Svit, da so mi rešili življenje in jaz upam, da bom tudi svojo zgodbo, komu rešila življenje, da jo bom povedala. Ste jo že danes in zahvaljujem se vam za tole. Mislim, da je to najlepši možni zaključek tega našega pogovora, osebna izkušnja z dobrim koncem. Ja. In tega praznovanja 5. obletnice delovanja Svita, ne da? Tako je, ne? Ja. Kot simbolika. Hvala lepa, torej obema želim še naprej veliko uspeha programu Svit in predvsem, kako naj rečem, ponavadi ne solim rada pameti, ampak vendarle, da bi bilo čim več pameti v Sloveniji, ko dobimo vabilo, da bi dejansko naredili tisto, kar se nam ponuja. Reševali sebe, reševali stiske svojih bližnjih, ki jih imamo radi. Hvala lepa, nasvidenje. Svidenje.